Dokdaj so moška jajca v Primu? Zavedno. Ja? Ja. Mi ne gremo v menopauzo pač, ne? Ja, ma ne mi reč, da zdaj tle 20-letni špric ko isti ko, ne vem, 60-letni špric. Mislim, moč ni enaka, ampak po moje proizvodi isti. Tudi kvaliteta misliš, da je? Ne vem. Probaj spermo od enega 70-letnika v Švedu. Zdaj gremo vprašat. ChatGPT. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan! Dobrodošli na najboljši podcast v Sloveniji, še ni podcast, like, komentar in subscribe! Danes z vami Rimanič, Jure in... To je to. Kaj ta neka fora zdaj, da to kao neki to je to? Kao. Ma ni fora, ne vem kaj reči, reči ti. Jaz znam Jure, zakaj reči z vami smo Rimanič in Jure? Z vami smo Rimanič in Jure. Ja, kaj? In... Ja, in Jure, ker ponavljamo je... mi še tretjega. V redu, utrujen sem. Vozil sem se 4 ure. Kje si bil v Gardaland, ti 4 ure stran? Ja, ne, bil sem na Ptuju. In? Ko je bilo na Ptuju? Ptuj. Lepo je bilo. Lepa narava, moram priznati. Reče res lepo gor. Ja. Če sem bil enkrat mogoče na Ptuju. Ja, lepo, moj ptujski grad. Ko je gor? Nič grad pač, kaj sej, grad ko grad. Imajo neke 3 mostove, imajo perutnino Ptuj. En del malo smrdi. Eno pišče si vzel s sabo nazaj. Ja, ampak ne, lep Ptuj. Kaj si počel na Ptuju? Nič, bil sem tudi v gozdu, sem nabiral gobe. Opala, kaj zdaj že sezona gob? Že, ja, samo ni bilo gob. Sem nabiral kostanje in gobe. Tako da lepo je bilo, no? Lepo je bilo. Dosti smo se družili, zabavali. Kaj si bil pri Miški? Ja. Doma? Ja. In? Nič, lepo je bilo, kaj. Nekaj povedati. Zgodilo se mi je, mislim, da je bilo 3 tedne nazaj, sem šel s kombijem po jogi v Ikejo in tam po neki krajšnici iz Kopra proti Ankaranu, ne? Sem jaz pa se izogibal luknjam na cesti in mimo mene in me je hotel prehiteti nek motorist. Jaz pa sem se odmaknil luknji, ne? In jaz nisem videl, da je za mano motorist, da me prehiteva, nisem ga videl, ne? In tip sem ga skoraj pobral s kombijem, pač, ne? Tipa sta. Ja, dobro, pač, se ne vem, da je za en primer kriv, iskreno ne vem, pač, lahko sem jaz, lahko je on, ker pač je prehiteval, ko ni bilo za prehitevati. Ali? Kakšni ste predpisi, veš ti? Okej, dejansko, če prehiteva, si vedno ti kriv. Po moje boš ti prepričal si, da je varno prehitevanje, ne? Po moje, če prehiteva, si vedno ti. Čeprav to, da sem jaz ognil neki luknji, ne? Veš, njemu lahko to izpadlo, kot da si ti zanalaš njegov. Ja. No in pol, tip neki mi teži, jaz ono, dobro, in pol tip neki kao mi kaže, kao ne, mi teži, in tip se kao neki ustavi. In jaz rekel, kaj za tabo? Ne, pred mano kao, ne. Kaj ti je zapol? Ne, tip se ustavil, neki mi je kao fakal, in pol se ustavi na avtobusni, ne. In jaz ono, pač je bila z mano moja punca, in jaz ono tako v kombiju, ne, in pač mi on tako, jaz ono, se bom ustavil, sem bil pravno, sem ustavil. Kje ti? Sem ustavil. Kje ti? Stavil odprem šip, pa sem rekel, kaj je? Kaj hočeš? In ono kao, jaz sem me skoraj izbil, jaz ono, ne, ti ne veš, kdo sem jaz, jaz ono, kdo si ti pač, ono, ne vem, kdo si ti. Jaz ne vem, da nek star tip je bil, kdo si ti pač, ono, kaj. In kaj zdaj? Jaz sem nekaj misl, da je bilo za nalaž, da sem te hotel zbit. In on, ja, ti ne veš, kdo sem jaz. Jaz ne, res ne vem, kdo si ti. Pač ono, ne, Kdo je bil to? Ne vem, niti še vedno. A ni povedal? Ne. To se spomnim, ki je rekel, jaz sem rekel, dobro, in kaj zdaj boš, kaj, in kaj zdaj? Jaz sem rekel, kaj boš zdaj naredil, kaj? Kaj misliš, da sem te za nalaž? Ne? Mislim, če bi te hotel biti. Ja, ne mislim, ne vem, ono, ne, in kaj zdaj? In on, nič, kao. In se odpeljal. In to je bilo to. Ja, in pač je bilo crazy ono, ker pač, kaj hočeš od mene, ne vem, kaj? Da bi jaz hotel njega zbiti tam, bi odprl vrat od kombija in bi zletel na cesto, skupaj z motorjem, pač ne vem. Mislim, kar neki, ono, razumeš, pač, kaj fakaš, stari, ko prehitevaš, se mi zdi, da moraš ti se prepričati, da je varno, ne? Ali? Vse to zdaj ne vem, jaz še vedno ne vem tako, če bi jaz bil kriv, če bi ga zbil, naprimer, ne? No.
Ja. Ampak ja, zakaj sploh začetke in zakaj si mogel iti tam z njim nazaj v faco? Kuša. Zato, ker kaj, neki tam me napadajo, so okej, dej, povej, kaj imaš za povedati. Kaj greš naprej in te boli džoko, je naj Pa tam ne je pove, dosa, pizda, ne pove vse, kar ima za povedati in kaj, in zdaj kaj. To je veš, ki folk je glasen in pol, ko se ti nekdo pove, no, dej, bodi glasen do konca, no, zdaj pizda, kaj boš naredil? Kaj boš pretepil, zato ker sem se izognil luknji ali kaj? Jure mu je bil terapeut, mona. Ne, jaz sem No, Dejvan, no, povej kaj. Ne, nisem bil tako, sem bil isto nadrkan nazaj, sem mečal njegov energiji. Ma zakaj? Ko sem je mečal na njegov energiji, sem bil pač okej, bomo si jebali mater, kaj. Zdaj, kaj hočeš, stari, pizda, kaj težiš, konj, stari, kdo, ti ne veš, da sem jaz, ful dobro, to je res najjača fucking stavek, ki ga imajo ljudje, kdo da fuck si ti, stari? Kdo si, stari? 4 zobe je imel, pizda. Dobro, ne rabiš zdaj na tako sevni raven, ne, Jure. Ne, dobro, ne. Ampak tako, kaj Dobro, si, nisi ne se vem, rabil kaj kregati, dvor, kaj tako, si kaj? kapetan, si, ne vem, kaj kriminalist, ne vem, si vodja policije. Lahko bi pa vsaj to, že če rekel, veš, huda fakt sem, da ti pač pove, kdo je. Že Ne, če... jaz sem rekel, jaz pač več kot, kaj več, pač, da ni bilo nalašč, kaj ni ti rečem, ne vem, kaj ne rečem oprosti, boš vesel, ali kaj, nisem rekel oprosti, ki sem jo pravi. Prosti, ker se te skoraj zbil. Ja, oprosti, ker prehitevaš, ko se jaz ognem luknje. Pač ne vem, taka zanimiva situacija, ki ne vem, verjetno bi bil jaz kriv, če bi ga zbil, po mojem. Ali, ne vem. Ne vem, una cesta itak oskati poliza enega. Sej to. Pač to je uno. Kaj imaš za prehitevati, kam se ti mudi? S tem imaš 70 let, stari, na motorju si pizda. Kam se ti mudi? V Štarijo? Se pa šel v Štarijo, dol v Ankaranu. Meni se to fulkrat zgodi, da mene kar neki ti stari ljudje napadajo. Isto v bloku, imam neke sosede zabite. Zato, ker jaz pač parkiram motor pred blokom, pač, ne, ko ga imam, ne. Okay. In tako, jaz speljem z motorjem, pač strane in tip mi nekaj se ne maha, da so tako se ustavim, spet sem se ustavil, kaj je? Kaj hočeš? Ja, še nabijaj pogasu, tle celega si me zadimo, a motor 4 takten, pač, razumeš? In pol, ti si, nikoli me ne pozdraviš, nikoli me ne napadaš, nikoli me ne pozdraviš, si kreten, razvajen kreten, tipo tako cel rage. Jaz tako ga gledam. Vzel ven spisek in prebral vse, kar piše. In pol praži, se pridružiš njegova žena. In kakšen sem, da nikoli jih nisem pozdravljal, pač kot da fuck si ti, da moram s te pozdravljati, da jih ne spoštujem. Pač, Couple goals. Ja, Ona ga spoštovala, štekaš. In jaz sem rekel, veš kaj sem mu rekel? Ki sta bojebe materi Jure. Veš kaj sem mu rekel? Dej nadzoruj svojo ženo prvo, pa se pogovarjaj z mamo. Pol je čisto postal rdec, še pol dret. To ne rečeš moškemu. Ne, ampak je tipo žaluje, žaljivkami, ne? Tipo, da kažem sem jaz sem bil okej, pač okej, jaz tebe ne bom žalil. Jaz sem rekel, če hočeš pogovarjati z mano, govoriti z mano normalno, ne boš me žalil. In on naprej žali, jaz sem dobro, kaj si končal ali še kaj? In potem sem rekel, da sta oba dva otroče debila. Jaz ne bom žaljivkami. Ne, nisem rekel, oba dva sta zelo, sem rekel, za svoje leto sta oba zelo otroče, sem to pač vam povem. Tako, in šel naprej. Drugič pozdravi. No, Ma ne bom, stari. Ne, zdaj jih prav grdo gledam, zdaj tako, imam oni dead stare, tako, vidim, ko sem tako. No in kaj boš ti star kurac, zavaljen, ona, mrš. Pizda. Ne, jaz imam bif sosedi, zato, ker so mi porezali drevo. Pred mojim blekom so mi porezali drevo. In tega ne bom pozabil. Tako da ja. Neki te stari ljudje, vsi mislijo, da lahko me žalijo, pač, jaz ne vem, stari. Mislim, who the fuck, boš ti mene žalil, kdo si ti? Kaj si moj oče? Zdaj ti njim, kdo si ti, a? Kdo si ti? Ja, jaz tega ne, jaz tih ne žalim. Veš, kdo sem jaz, hotel ti je povedati. Ja, to je bil drugi. Ampak sploh, da si ljudje privoščijo te žaliti, stari, kdo si ti, stari, pač čilo, govori z mano, povej, kaj je narobe, da te ne pozdravljam, da ti boli tvoj ego, pač, ne bom te pozdravljati niti naprej. In zdaj lahko me gledaš grdo in jaz sem te še bolj grdo. Starina, stara. Si dal ven? Ja, ampak jaz sem bolj jezen zaradi drevesa, kot zaradi teh sosedov. Or se ne spoštujem jih dejansko. A ja, ne, veš kaj bila fora? Neke vaze so imeli spodaj, ki ne bi smeli imeti. In ko je bil ni svet, veš teh... Ja, vloga. Svet, sem rekel, sestanek. sem bil... Vse moti to, ne? In vsi tiho koriti. Jaz sem jaz bi rad samo povedal, da te vaze tukaj nimajo kaj delati. In tako so bili, si vesel, smo dali stran vaze. Ja, sem, hvala.
Ne, nima veze. Pač kar nekaj, tam res, Ohio res, geto. Ankaranski geto. Zadnjič. So neki začeli ob fucking polnoči in pol nabijati muziko, stari. Sosedi. Veš, ko je bilo to glasno, pa če smo mi slišali v stanovanju, ki smo niso moji sosedi, so tako tretje stanovanje, veš, ko moglo bi to na glas. Tako 6 ljudi je prišlo v stanovanje, jaz ne vem, kaj so imeli. Pač to je bilo crazy. Tebi se dogaja v tem Ankaranu, Mona. Jaz moram iti na dici hišo in se izseliti, ki pač to ne morem. Podlasice. Bomo pa rezali drevo Jure, tako ga ni pičku. O to drevo, jaz to ne moram prostiti. Pač jaz ta drevo, ena stvar, ki vam jaz največjo jezo je bilo to fucking drevo. Pač ne moreš mi porezati drevo pred mojim stanovanjem. Pač, kdo to naredi? Kdo poreže drevo? No, za razliko od Jureta sem jaz ta teden meditiral, tako da se naučil obvladovati svoje emocije, ne se spravljati na stare ljudi. Oni so se name. Ne, zanimiva stvar je to, da sem začel spet meditirati in sem prvič ta teden prišel skozi meditacijo do točke, ko sem totalno izklopil vse misli. Ponavadi sem uspel priti do te točke, ko nisem imel misli, ampak še vedno sem razmišljal, wow, kaj hudo, zdaj nima misli. In zdaj je vse tiho in še vedno sem pol razmišljal o tem, kako je pač vse tiho. Zdaj pa mi je uspelo tudi to zgasniti in je bila samo tišina. In full hud feeling, priporočam vsakemu, da vsaj enkrat prova in da se nauči. In potem sem se s to tišino malo igral in za reč, ko on-off gumb sem je probal užgati in zgasniti moj pretok misli. Sem rekel, ok, ajde, zdaj bom prav razmišljati, sem začel nekaj razmišljati in potem sem rekel, ok, stop in počasi so spet zginile in spet tišina. In to je en tak notranji mir dosež, da je tako neverjetno. Zanimivo. Ne misli, tako, pa sem šel pol delati stvari, tipo si prav zobe, ki sem se veliko stal, še vedno ene misli. Sem šel pol si delati zajtrk, še ene misli, stari. To je res amazing, no, je za provat. No, Matej, zdaj, ki si delil svojo izkušnjo z meditacijo, bom tudi jaz delil nekaj dejstev o meditaciji. Ajde, stručko. No, meditacija zmanjšuje stres. Res je. Pomaga pri zmanjševanju stresa, saj umirja in telo, kar vodi do manjše napetosti in anksioznosti. Res je. Izboljša koncentracijo. Redna meditacija krepi sposobnost osredotočenja in izboljšuje pozornost, kar vam lahko pomaga biti bolj prisotni in produktivni v vsakdanjem življenju. No, to je ono, dejansko iz tišine, ko nazaj vklopiš misli, si jih lahko narediš tako, da vklopiš samo z določeno stvar. In ne dovoliš nobene druge zunanje, da pač ti mešajo glavo. Bolj pomaga pri boljšemu obvladovanju čustev. Ja. Meditacija pomaga razvijati čustveno stabilnost in povečuje sposobnost za obvladovanje negativnih čustev, kot so jeza, frustracija in žalost. Povečuje samozavedanje. Meditacija spodbuja globje zavedanje samega sebe, kar pomaga bolje razumeti svoje misli, občutke in vedenje ter sprejemati boljše odločitve. Dejansko sem hodil skozi eno meditacijo, ki sem prav jih ful, najte eno, ki vam paše, ki začne tako, da ozavešča samega sebe v prostoru. Tipo je tako, ti govori, ok, zdaj zavedaj se, kje imaš glavo, zavedaj se, kje imaš roke, zavedaj se, koliko placa tvoje roke zajema, koliko tvoje noge, kje si, kaj si. In dejansko na eni točki pol dobesedno čutiš celega sebe in se zavedaš, kje si, kaj si, kako si, zakaj si. Crazy. No, pomaga tudi pri boljšemu spanju. Meditacija lahko izboljša kakovost spanja, saj pomaga umiriti pred spanjem in zmanjšuje težave, kot so nespečnost ali nemirne noči. To sem že probal, prej greš spat, namesto da drkaš po telefonu, 15-minutna meditacija, te lepo umiri, spiš ko fucking kralj, stari. Ja. Zanimivo, meditacijo sem tudi jaz nekaj časa prakticiral, pol pa sem nehal. Zakaj pa? Ker mi ni nekaj pomagalo več. Vse sem low-key, mislim, jaz sem miren človek, se mi zdi. Nisem neki, kaj se ti zdi, da sem... Kad tu prvi del podcasta, ko je napisal vse stari nisem napisal jih, jaz sem se branil. Jaz sem se postavil v bran samemu sebi in sem pač, lahko bi se pizdil nazaj, ampak jaz sem jim normalno povedal, da ne umiri sebe in svojo ženo. V glavnem, jaz si meditiral, tudi ti, zakaj si nehal? Zato, ker ni mi pasalo več. A si videl kakšne benefite? Pa ne vem, tako si bi zdi malo, ta meditacija se mi zdi tako malo klišejska.
Tipo. Kao, jaz sem zdaj miren, meditiram, ono, veš, kaj mislim. Tako da rečeš, hrana se meni zdi klišejska, pač ono sem jedel in zdaj nisem več lašen, pač veš ono. Ne vem. Nisem videl nekih takih ogromnih benefitov. Torej, te bi si videl benefiti, ko sem prišel jaz z Balija, zato ker sem bil tako spočit. Jaz sem bil takrat z Balija, sem prišel ful miren nazaj, po mojem. Kaj si bil drugačen? Kakšen sem bil? Ja, bolj zen si bil. Kaj zdaj sem manj zen kot takrat? Še vedno se pozna ta zenost, ampak zdaj pač imaš druge kaose v lifeu. En kaos. Veš, da si. Ljubim te. Sem naredil enkrat ene 2 meditacije. Pač meditiraš, se skuliraš, una ženska te vodi skozi in enkrat sem bil samo tako jezen za popizdit, ker iz nikjer nisem mogel biti nejezen, protkuno tebs bi hotel in nisem vedel zakaj in tudi ko se zavedaš, zakaj sem zdaj tako jezen, ne moreš ne biti jezen. Tako neki crazy, pač emocije te totalno prevzame, ampak pol, ko sem jaz študiral, zakaj sem tako fucking jezen, sem ugotovil, da sem bil jezen sam na se in to je prišlo ven in pol sem o tem pač debatiral in spisal in videl, da sem jezen, ker sam sebe nisem imel resno. Pač tipo sem si rekel, danes bom naredil to in nisem naredil in pol z tega je prišlo ven, da sem bil toliko jezen. Drugič, pa ko sem te stvari popravil, se nisem mogel nehati smejati. Tako, kar naenkrat na eni točki, na smeh do fucking ušes in tako solze so mi tekle od smeha. Nisem se mogel pol ure nehati smejati in jokati stari, od sreče veselja. In to je bilo crazy. That's crazy. Ja, zato priporočam vsakemu, ki sigurno imaš nekaj nepredelanega, da predelaš. Kaj se hotel reči? Kolikrat na dan si jezen? Nič. Nič, jaz to je ne. Kolikrat si jezen tako na teden, bi rekel? Nič. No, super, jaz to je ne. Jaz sem ful malo jezen. Jaz sem jezen bil samo zaradi tega drevesa. Ma ne, dejansko sfrustriran sem, ratam, enkrat na teden sigurno, nikoli ni, da sem jezen. Včasih sem bil full ball. Ja, včasih si bil res tak. Ja, nadrkan sem bil na cel svet. Neka čibava je bil. Ma ne vem, ki ne moram več biti jezen. Ki čem veš, zakaj si jezen, ker ti neki ne štima, ampak zdaj, če mi neki ne štima, takoj vidim rešitev. In pol pa sam sebi nimam kaj za biti jezen, ker sem mu nadoro, kaj boš bil jezen ali boš pač rešil, ker vidiš rešitev. Res to dejansko nisem več. Zadnje sajte, še vedno me drži ta moj moto life je lep. Moto likes you. Moto, a? Ti imaš moto. Kaj imaš ti? Imaš moto? Pizda ne, če imam moto. Life je lep, član. Pa ja, vse je. To se strinja, ampak vse se zgodi z razlogom, mogoče to je dobro, ne? Kaj se ti je na zadnje takega zgodilo, da bi rekel, razlog? Pa ne vem, si lahko vsaka stvar, ki se mi je zgodila v življenju, zgodila z razlogom. Ne vem. Jaz to v full verjamem. Lahko, ne vem, sem bil danes v gužvi 4 ure, da se nisem jaz zaletel v nek zid. Ja. V KM. Dobro, ena taka zelo očitna, kaj misliš, da je? Ne vem, to takrat, ko sem imel to sepso, mi je spremenilo življenje pač na boljše. Pač sem gotovo, da življenje je končno takrat. Ne morem spremeniti način življenja, če hočem biti bolj srečen. Ja, to se mi je takrat zgodilo. Ja. In ko si prišel do tega? Ja, ko enkrat ugotoviš, da boš lahko umrl jutri. Ne, zanima me pač tako tvoje misli, veš, eni pač lahko rečejo, fuck it, bom umrl jutri, kaj je bilo tebi to... Ne, sem bil, če ostane živ, bom spremenil življenje, pač bom šel takrat sem tak fucking Bali, no, sto pomenil, ampak sem si ful želel iti in vedno sem bil na sebi bom, ampak takrat sem bil, ok, grem. In če sem bil zdravel, čez pol leta sem šel. Leto. Se še vedno držiš tega, dobil si drugo šanso v življenju? Ajde, grem provat, jutri lahko umrem. Misliš, da živiš tako zdaj, svoj life? V tem trenutku nimam nobene take želje, recimo neko potovanje bi lahko vsakega človeka tako, ne? Ampak si ne čutim nič, da bi nekaj mogel iti, da sem tle, ker sem je cool. Ma ne, neki iti, narediti, Karkoli bi hotel, bi naredil. Če bi umrl jutri, bi bil srečen? Ja. To je možno. Ja.
Mislim, to je po moje cilj, če Doživel lahko sem- živiš tako kaj? live, Doživel da sem, če jutri umreš in si srečen. potoval sem, doživel sem pravo ljubezen. Zdaj. Naredil dober podcast. Naredil dober podcast, imel Z dobre dobrim prijatelje. Edino še družine nisem ustvaril, ampak to, če bo šlo vse po planu, bo kmalu. Ne vem. Čakaj, Jura Junior reveal, da Ne, vprašaj ne, klicaj. Ne. Stric Rima nič. Ne, ampak pač kaj. Mali Saj imam 30 let, Jure, kaj? mali Jure. Eventualno. Kdaj ga imaš plan narediti? Nimam plana, to se Kdaj pač imaš zgodi. plan špricniti v punco? Ej, jo! S kim nimam pogovarjali? Ne, what the fuck, nismo se pogovarjali. Mislim, smo se, ampak ne tako. Dobro, ti si star. Daj misliš, da Dobro, Matej! so tvoje jajčka še v primu? Ne vem, Dokdaj so moška jajca v primu? zavedno. Ja? Ja. Mi ne gremo v menopauzo, pač ne? Ja, ma ne mi reč, da zdaj tle 20-letni špric, ko isti, ko ne vem, 60-letni špric. Mislim, moč ni enaka, ampak po mojem proizvodu je isti. Tudi kvaliteta misliš, da je? Ne vem. Probaj spermo od enega 70-letnika v Švedu. Zdaj gremo vprašati. Chat GPT. Kaj? Ne, kakovost sperme se lahko razlikuje glede na starost moškega. Tukaj so glavne razlike. Količina sperme. Mlajši moški, na primer, v svojih 20-ih običajno proizvajajo več sperme. V primerjavi s starejšimi moškimi, s staranjem se količina ejakulirane sperme pogosto zmanjšuje. Število spermijev, mlajših valjda. imajo več. Motilnost spermijev, kaj pa je to? Motilnost ali sposobnost spermijev, da se lahko premikajo proti jajčicu. Je? Naši so bolj forte. Slabše plavajo. Je? In genetska stabilnost. S staranjem se povečuje možnost genetskih mutacij v spermi. Bentiš. No, ok. Torej, sperma ima prime. Ma pravim, ja, ampak Naredi ga, ko si mlad. še vedno imaš, lahko ga imaš, ne? Naredi ga, ko si mlad, bo boljši. Večja verjetnost, ali? Ja, vse po mojem bolj odvisno od... Ja, no. Tako da Jure, še 2 leti in... Aj, 3. Zakaj 2, 3? Star si, pizda, Jure. Si lahko daš v glavu, da si star. Pa niso star. Ma star si. Malo penzijo, stari. Glej, ura je fucking 5 ta zeha, stari. To so nonoti. Jaz bi šel dejansko spat zdaj. Oni so za pogledat zdaj dnevnik ob 6 in nič spat, to je to. Stari, tebe zjebal ta Ptuj, Mona. Nimam še, imam, ne, ja, vožnja. Vožnja me je trudila. No, zdaj imamo še eno zanimivo listo stvari, Okay. v čemer smo ljudje boljši od ostalih živali. Kralji! No, ljudje lahko ciljamo in mečemo. Ljudje imajo izjemno sposobnost natančnega ciljanja in metanja. Veščino, ki se je razvila zaradi potrebe po natančnem časovnem usklajevanju in koordinaciji. Kaj dejansko čaki? Kakšna žival še meče stvari? To je kakšna opica. Drugače, nekaj sem videl tudi, da nekaj Ne, živali. on je meče, naprimer, ne veš, ono video in meče, ampak da meče z namenom, da neki zadaneš. To. Po mojem je sigurno kakšna žival, ki meče. Moje smo mi edini. Ne. Mislim, po moje so živali, ki uporabljajo tipo kamne Jaz sem palce videl, za ki neko meče, pomoč. da orka vrgla pingvina v zrak, da ga ubije z repom. To ne vem, Ja, če okej, ste ima to za- metanje. Ne, to ni neki vzet vrč z namenom. To je Ja, on pač, je- ej, pingvin, fuknute bom. Ja, to je torej z namenom, ne? Ja, dobro, ni da je kaj ciljala, ga je pač fuknila v zrak in bo vedela, da zaradi padca bo umrl. Ja, še vedno. Ja, dobro, ni to, to je bolj Okej, veš, ono. Ta sposobnost je ena največjih lastnosti človeka, ključna za lov in preživetje. Ne? Torej metanje. Ampak, kaj misliš, da to je genetsko, imamo neko merco narejeno? Misliš, da Saj smo ni- vsi neki dobri v metanju, ali ne? Vse nimamo merca narejeno. A kaj je pol to tipo motorika, koliko si razvit kot človek? Pa ne, da dejansko lahko primeš neko stvar in jo vržeš, ne? Ja. Z namenom, da nekaj zadaneš, pač bolje kot da imamo to funkcijo. Ja, ampak zdaj jaz odiram pač, Ne, razumeti, da če nekaj primeš in vržeš, bo neka posledica, to je po mojem. ja, misliš, da to je že ugrajeno v nas, da pač, Skozi Lahko evolucijo smo to ugotovili, da je uporabno in izboljšali, ne? okay. Torej, potenje je supermoč, ljudje se ohlajamo predvsem s potenjem, kar nam omogoča, da tečemo na dolge razdalje in uporabljamo vztrajnostni lov.
Za premagovanje plena redka lastnost med sesalci je to. Ok, gremo na potne pazduhe, to je to. Ja. Pač to je genialno. Ja. To je genialno. Pač dejansko, recimo, kakšne te večje živali, ne, smo ljudje tisti, ki lahko imamo ta počasen tek full časa. Pač to sem slišal, da mi smo včasih ene živali lahko lovili po 3 dni, ampak pol smo jo ujeli. Je, ker je žival. Ja, pač ni mogla več. Ja. Ja. Fuck. Mamut, recimo, ne? Ja. Dober sistem, ok. Ampak lej, še če dobimo update, da ne smrdi ta pot, bi bilo tudi dobro. Se pa me veš, da pot smrdi sam po sebi. Ja, veš, kostanje. Moje zaradi vsega predelanja, ki gre ven, pač smrdrata nek von, neka aroma in pot je tudi, ne veš, pač gre iz tebe. Vse te slabe snovi, ki so se spotiš in pol tako malo smrdi. Vse tudi psi se ne potijo, ne? Veš, da ne. Mislim, nisem božal še potnega psa, tako da ne vem. Jaz mislim, da psi se ne potijo. Tudi mačke se ne potijo. Ali? Napišite v komentar, če se vaš pes poti. Mislim, da ne. Pol, da imamo vidno beločnico. Ljudje smo edini primati z velikimi vidnimi belimi deli oči, beločnicami, ki so se razvili, da bi nam olajšali komunikacijo s tem, da omogočajo lažje opazovanje, kam gleda drugi. A ti ja? Fuck, kaj živali nimajo belega okrog oči? Ne imajo. Če si rekel, da smo edini. Smo edini? Nisi rekel, da smo edini. Primati. Ja, ne vem. Ja, mogoče res. Fuck, da ja, zdaj ko razmišljam, psi, mačke, kače, kuščari. Ja. Fuck, ko smo dobri! Ja, ne si, ko pomisliš. Oni imajo samo pačuni del, samo oko del očesa. Ja, to je res. Fuck. Ja, se njim se toliko ne premikajo oči. Se veš lih malo tuk. Zdaj mislim, če ima kakšna žival še belo okoli oči, pa mi ne pride nič na pamet. Dejansko vsi imajo take rjave oči. Nimamo nobenih sesi živali, da lahko zavije z očmi. No, pa naslednja stvar, da imamo gibčnost. Če bi mačka ti delala, ideš pet isto fucking tuno. Pol, da imamo gibčnost jezika. Človeški jezik je edinstveno gibljiv, saj je edina mišica, ki je pritrjena le na enem koncu, kar nam omogoča natančno in kompleksno izgovorjavo besed. Dobro, in kaj? Mačka ima na 2 straneh pritrjen jezik, veš, kaj mislim. Ja, kaj to pomeni? No. Kaj, da je pač... In kaj penis? Ni mišica. Mislim. Ni mišica? Spuždasto tkiva. Točno. Nek, to je tudi pritrjeno, samo na en del. Dobro, si tudi tvoja roka je. Ok, kurja polt je ostanek preteklosti. Kurja polt je ostanek naših prednikov, ki so imeli več telesnih dlak. Ta refleks je prvotno pomagal zadržati zrak za izolacijo ali pa je prednike naredil videti večje, da bi prestrašili plenilce. What? Dejansko? Kurja polt, ja. Meni je tako čudno ta kurja polt, ko ti nastane. Včasih kar random. Veš, ko prav kucine grejo gor. Da bi se na to so dlake, ki grejo... Ja, spravim, ko se to zgodi. Ampak tudi, da se toliko dvigne. No, in si predstavljaš ti, ko so bili ljudje ful kosmati, veš, ko so si mogli to ojačati nekako. Ja. Se to dvignilo. Ja, gre. Ma kaj, misliš, da če ne bi imeli kurje polti, bi nas bolj zeblo? Pa zdaj ne pomaga nič. Viš, kaj to pomaga, ali tudi da samo vedeti, jo član zebete? Sigurno pomaga, ja. Pomaga, ja. Zaradi izolacije, ne? Poveča izolacijo. Torej pomaga? Pomaga, ja. Več zraka pod kožuhom, ne? Bi bilo pod dlakami. Fuck. Ja. To so pa vsa dejstva, ki smo imeli našteta. Kaj tebi je najbolj bizarna stvar, ki jo lahko narediš? Meni je ful zanimivo to, da se nam nagubajo te blazinice, ko so mokre. Ja, to mi je zanimivo. Pač da lažje splezaš iz vode lahko tudi, ne? Ampak res samo na roki. Ja. Mislim, za reči, noben drugi del telesa se ti ne... Ja. To je crazy. To je zanimivo, ja. Mislim, meni je zanimivo, koliko se lahko naučimo obvladati svoje telo. Razmislil je zdaj, če pač se mi sprne rečem, kul se bom postavil na roke. Ne morem. Ampak veš, lahko prijemo do te točke, ko pač rečemo, fuck it. Po mojem, nobena druga žival ne more toliko manevrirati svojim telesom, kot hočejo. Mogoče, edino kakšna gorila, ne? Lahko hodi po 2 rokah, sigurno.
hoče. Meni je bizarno, da ljudje se lahko naučimo, bomo naredili backflip in zdaj bom hodil po rokah in neki taki fore, pač tako, veš, ki tipo živali, ne, imaš kače, ki se zvijajo, hobotnice in to, se zvijajo z nekim namenom, da nekam pridejo, neki pojejo, mi pa smo leka lahko naredim, flip, ali pa leka lahko naredim, noga za vrat. Tudi delfini so take igrive živali, ki lahko delajo neke trike, ker si to želijo, ne, zato ker morajo. Oni delajo to z zabavo? Določene stvari, ja. Recimo, ko grejo na valh barki jim olajša plavanje, recimo. To je... Res, da oni imajo manj končin, zato lahko delajo manj stvari, lahko pač levo-desno jih malo grejo, pač mi lahko ful delamo. Ja. Sem bil na hokejski tekmi ta teden jaz. Kako to? Olimpija in eni iz Avstrije, sem pozabil, kdo so. Zmagala Olimpija! Koliko? 3-2. Si videl gole? Če sem šel v prvo vrsto, iz prve vrste vidiš, če si tako v 3, 4, 5 in ne vidiš, kaj ta pak, samo to neki leti, kar ne grete v golu, si damo roke gor, gol in pač je bil gol. Nič ne vidiš. Ne. Tako hitro, ne? Fora je, ko po ledu, po igrišču ga še vidiš, mačin se vsi nakupajo na tam okrog gola, ne veš, kaj se dogaja, moliš, da bo gol. Kaj ga močno vsekajo? Veš kako, en pak je zletel v občinstvo k nam. So ga neki frcili, neki je zletelo, ene 3 palce so bile zlomljene. So se kaj stepli? Edino to sem čakal, da se bojo stepli, noben se ni stepil. To se ne zgodi, se mi zdi, v evropski tekmo, to bolj v ameriške. Ali? Prav sem bil, pa to je experience, da se tam meni malo zruvajo. Zanimivo je to, da pri hokeju lahko ti ujameš pak, če zleti, ampak ga moraš takoj dati na tla. Ne smeš ga fukniti ali si ga podati, pa če zleti ga lahko ujameš in ga dosti na tla. To je zanimivo. Huda je bila izkušnja, ker sem bil shoutout Lucan Twins, Zevin in Jerry. Lucan Twins so trenirali hokej. In vse, kar jaz nisem štekal, so mi oni razlagali, kaj je fora, tako da to je bilo zanimivo. Plus, slučajno smo sedeli zraven Dragonsov. In to je bilo vzdušje, to je bilo tako jako. Mala terasa, jaz nisem vedel, da je njihova himna. In je ful jako, ko začne cela dvorana. Mala terasa. Jako je, hudo je bilo, ko smo drkali nasprotnike v glavo. V smislu? Ne vem, kaj je bilo tam, začel en, mi smo Olimpija, oni so kurac. To so te klasične. Je bilo zabavno to izkušiti, no, tako da, overall, lepo tekma. Zakaj sem bil jaz tam, ne vem, pisali so, uleti, sem rekel, kje da fakt ste meni našli, ampak fuck it, uletim. Ni bilo žal, ful je bilo dobro. Proper eventič, lepo so naredili, predtem so bili 2 koncerta, pozabil sem kdo, ampak je bil full vibe, ful je bilo lepo. Dogajanje, full folka, lepo mi je bilo videti za reči, koliko enim ljudem to pomeni. Da reči, koliko so ljudje invested v nek šport. Jaz nikoli nisem bil športen tip, ampak vidim zakaj. Tako da zbereš frende in tako gledaš nek šport in da gledaš gledat, ne vem, huda izkušnja. Tako, tam da si, da navijaš za svoje, malo bolj zdaj štekam to navijanje za šport. Da res je lepo, no, hudo je bilo. Top, lepa izkušnja, ja. Jaz sem bil še na hockey tekmi. Hudo, res je vzdušje, res je bilo hudo. Prijatno sem bil presenečen, res. Sem se zaklepetal z enim iz Dragonsov in sem mu pravil, da to je prva tekma in da se zdi tle tako full crazy. Je rekel, čalan moj, to ni nič, uleti na nogometni derbi. Je rekel, tam je fucking ludnica. Ja, kar ja, tam se pa kar... Je za iti provat enkrat. Kaj so te, ko se kličejo? Green Dragons, ja, kar opasni. Znajo navijati. Jo, Boben je bil tam tudi, so ga A so bili prav Green Dragons, je pisal? Ja, prav Dragons so bili. Okay. Hudo, lej. Top. Ti pravi, imam res nek respekt za te tako ljudi, ki strastno navijajo. Oni so naredili zabavno, če mene vprašaš, zaradi njih je bilo jako. Ki pol tam zraven, drugi tribune so bili bolj tako, še ne, pač gledali so, oni so bili cel čas v nogah, pač jako je bilo. Sem pa pričakoval malo boljše čente. Eni so bili taki hudi, taki opasni, en je bil, dejmo gol, so bili taki, Dara, kaj je to, draga, si dejmo nekaj boljšega. Različni so, ja. Če ne pa, overall izkušnja, priporočam vsakemu, da gre enkrat na hokej. Lik smo se včeraj pogovarjali z Jerryjem, shoutout, je rekel,
In meni se tudi to zdi, vedno je lepo gledati nekoga, ki obvlada svoj špoh. Ja. Tako profesionalce v svojem delu, šport, glasbenik, kuhar, bilo kaj, lepo jih je občudovati, ki vidiš, fak so jaki stari. Ja, se strenjam, ja. Huda bila. No, v glavnem tam med tekmo in po tekmi v glavnem smo tudi jedli, pili in smo bili z bando frendom in mi je dalo misli, da bi lahko tlep komentirali na podcastu, ko si v družbi, ko si s frendi. Kdo plača, kaj plača ta situacija, kako je to? Ki veš, kaj se je zgodilo? Naprimer, člani moji so šli iskati si pico, prišli nazaj, nimamo gotovine, nabaciš 10 evrov na 10 evrov. Prije nazaj, kaj ti lahko fliknem nazaj, ti lahko na revoluciju. Sem rekel, brate, ne, the fuck, what, ne, bomo šli na drink, bomo šli nekam jezd, you got me, I got you. In legit, potek mi smo šli spet jezd in smo rekli, cool, jaz ne rabim nič dati, ker sem prej vam dal tam za pico, vi poravnaste. Pa tudi, če 5 evrov razlike, 2-3 evre, ne rabimo zdaj biti točni, ampak you got me, I got you. Ne, ni mi vseeno, če sem jaz dal tebi več, okej. In meni se zdi to nek ful lep način. Sem pa to ugotovil, na obali smo mi ful bolj, dej, častim jaz danes, ti drugič, pa ti drugič, dej, častim jaz danes. Više pa to si non-stop flikarijo, revolutajo. In to mi ful tako, what? Ne vem, zakaj? Kaj sem? Jaz sem takrat, jaz častim takrat, ko se čutim, da bi rad častu in samo ono pač če ne bom dobil nazaj, ne briga. Veš, kaj mislim? Ja, ne, se nikoli ni da ne, pričakuješ. Ne, ampak tako, lovki ja, zakaj bi pa vedno en čas čeval? Veš, kaj mislim, ne? Ne, za reč, zdaj pri račun, kaj bomo plačali vsak, kar je pil, kar je jedu, brat, pač dej častim jaz, drugič pač ti reč, in kaj če si recimo jaz ti in še 2 človeka, ki sta njegova prijatelja, recimo? Fuck it, pač kaj častiš, kaj ima veze? Ja, no. Pač lik to imeno, kaj ima veze? Kaj če račun tako 70 evrov? Fuck it, daš. In kaj to, okej. Dobro, zadnji smo bili mi na drinku, 3-4 drinke, 2 tortice, sem pa luč 60 evrov, jaz to gledam. Jaz kaj si videl, da je bilo drago, ki mi da tam pod napitnino 50% in se rekel, dam 10%, vidim, čakaj 6 evrov, čakaj. To si dal ful, 6 evrov. To si dal ful manče. Ki nisem videl, jaz dam tam se stisnem 10%, ajde, dam vedno 10%, dej, simpatičen atakar, bil je član, pa je 6 evrov manče, what the fuck? 6 evrov še en drink bil. Član! Dobro, sem dal za frende, ne, ampak pač ni mi frke, veš, whatever, veš. Pa uni peljal, pa si me ti, ne vem, zadnjič čas tu si naredil kosilo, veš, pa se pokrije, kaj ima veze. Se pokrije vedno, sem pač mislim, ne more pa vedno en častiti. Ne, to se strinjam. Ja, ne mora biti vzajemno, ne, vzajemno. Da se mislim, če so tvoji frendi, pač moraš ti imeti dovolj zavednosti v friend grupi, da veš, da si ti na vrsti. Tako, ampak vsi morajo imeti kdo je na vrsti, se zaveda. Ne, da si tiho, Tako, to. Sem pa dejansko na to temo videl en dan en TikTok in je tip pravil, da dejansko je neki psihološko narejeno, da s tem, ko jaz častim za vse moje frende, drugi časti en drugi za pač friend grupo, se naredi nek tak podzavestni community, ki veš, da si varen. Če pa greš ven s frendi in to, da je vsak bo po svoje plačal, to podzavestno da vsakemu vedeti, da kao vsak je sam. In da kao nam ful manjka to na svetu, ta povezanost. Ja, se je možno. Veš, ki dejansko poznaš diral, veš, da jaz grem s frendi ven in mi jaz častim, ki se mora pač dobro volja, ali pa veš, je moj trn za častiti, ker vem, da, naslednjič you got me. Mislim, sploh ne razmišljam, da you got me, ker pač veš. In to je lepo biti del enega takega community, pač veš, da pač I got you, you got me. Ja. Nimam mega komentarja, jaz sem pač tako, jaz sem ne vem, ko jaz ponavadi bom často takrat, ko recimo je nek človek, ki je moj človek, recimo čisto ne vem, kaj je svem, da recimo moj brat zraven, moja punca zraven, ali nekdo in je pač plus en človek, kaj bom plačal samo njej, ali plačam še tebi. Veš kaj mislim, kaj, veš, kot takrat, pač kaj boš ti mi dajo 10 evrov, kaj, ne vem, what, veš. To mi je tako malo bizarno. Takrat bom sigurno jaz, pa
ko gremo mi, ne vem, jaz ti pero, kaj sebi ni tako, to ni problem. Mislim, jaz se držim pravila, ga pravim dajati frendom in to jaz rečem vsem frendom. Če si v grupi, uni, ki vozi, uni zame pije za stonce večer. Če voziš, pa sorry, vozim, fuck you. Ja. In to jaz povem vsem mojim frendom, večina se jih drži in tudi jaz to pravim, pač, še furaš ti, gremo nek pijet. To se včasih se drži, včasih se ne. Ne, včasih se nisem držal vedno, ampak od zdaj se vedno držim. Nekaj časa se že, enkrat si ti plačal za Benz, spomnim. Sej, pravim. Pa sej, to je tudi tako, pač, to se lahko greš tako, ko imaš nek inkom, pač, ne. Sej, včasih je pač tako, da ne moreš si privoščiti dajeti toliko. Dobro si pač konsiderat, veš. Ne vem, sej ta denar se mi zdi toliko, ko... Manj, ko se ukvarjaš s tem, več ga boš imel, po mojem. Mislim, veš, manj, ko se ukvarjaš... Itak, če imaš neke frende okoli tebe, ki so s tabo frendi, ker boš kao plačeval, toliko denarja spet nimam, da bi zaradi tega frende. Lepo je biti reven. Ja. Ne vem, meni se je zdelo ful bizarno, smo šli enkrat na dopust, jaz moja punca, kolega njegova punca in jaz sem rekel, genialno idejo, kaj če damo vsak od nas na kup 50 €, s tem, kar zberemo, gremo v trgovino, kar ostane si razdelimo, ali pa kupimo na en drugi dan še neki. So rekli, ja, ma ne, zakaj to, zakaj pač lej, bom jaz kupil in boste pač fliknili. Zato, ker, brate, ne da si mi flikati, jebote. To je isti kurac, je kaj. Ja, veš, o moj bog, in pol si pisati, koliko si ti dal, čak on je dal tle, čak bom jaz plačal. Drugače, pa večje cifre to postane malo bolj kompleksno, ne? Jaz se spomnim, ko smo šli na dopust, ko nas je bilo dosti ljudi, nas je bilo 7 ali 8. Pač obstaja ena aplikacija, ki napiše notri, koliko si porabil, in pol na koncu vsak napiše, koliko je porabil in se razliko pač pol poveti, koliko moraš dati komu nazaj. Ja, mu vidiš, spet pred tega, Jure, to moram dati 10, te moram dati 5. Ne, dejansko ti piše, koliko moraš flikniti nekomu, ne? Ja, sej. Ja, meni, kako so cifre 1000 €? Veš kaj mislim, kaj boš pustil nekomu in ne boš vedel več? Ja, ma spet ti pravim, meni se ti to ful dobra ideja, se da denar na kup. Ja, če greš enkrat v trgovino. Ti 500, jaz 500, vsi dam 500, kar ostane si razdelimo. Kaj recimo, nekdo plača, ne vem, naprimer večer, ki je bila 300 € in nekdo plača eno špežo, ki je bila 50 in kako boš pol to delil med 7 ljudi? Če ne dejansko vnaseš. Zato ti pravim, vedno, ko si tako na dopustih, bilo je dobro, da je en bančnik. Se mu da skupen cash in preveč dela. Kaj preveč dela? Na ti cash vsi ti damo cak. Kakšno je to neki dom, da zmenimo moj cash? Jaz bom plačal, ko meni paše. In pol bom tebi dajal. In pol boš ti dajal meni. Ja. Ko je 7 ljudi, zakaj bi nekdo mogel biti bančnik? Če noč ne vem biti bančnik, pač na koncu tedna pogledaš, Jure je plačal 600 €, ti dajo nazaj Marjana, ki ti je dolžna 70, ker je plačala 530, veš kaj mislim? Ja, okay. Jaz vam povem osebno mi je ti govoriš ena špeža, ja, 4 ljudi, ima 8 ljudi, 9 ljudi, 10. Ki sem bil na takem tripu, pizda, in zato ti pravim, smo tudi dali, vsi smo rekli, na začetku tedna 10 €, smo odli 3 dni v trgovino, smo rekli, zmanjkalo je keša, ajde, bacic, spet, vsi 50 € na mizo. In na koncu tedna smo pač dobili, kar je ostalo. In kaj si recimo Marjana kupi sebi vložke? O moj bog, pač kupilo vložke, I don't care. Kaj če si kupi sebi, ne vem, na tanka avto? Dobro, ali to ni delala, ampak to ni delala, kupila si vložke in medtem sem rekel, kupi mi, veš, ne vem, čokolado. Ti si kupila vložke, jaz sem kupil čokolado, veš, zame, veš. To je spet friendly, whatever, pizda, za 3 € ne bom umrl. Mislim, ne, ampak vem, kaj mislim, ampak to deluje za majhne grupe. Dobro, whatever, pač delaj ti tako, dejte si vi po 10 €. Ne, veš kaj, meni je samo smešno mi je to, ko priješ na koncu, Jure, jaz sem dolžen tebi 20 € in pol ti si Marjan si dolžen 20 €. Ja, dejansko ti napiše, ne, dejansko ti napiše, koliko si dolžen komu. In pol tak cash se vrti in pol na koncu veš dobim jaz nazaj teh mojih 20 €. In to je ful smešno pri takih stvareh. To se mi tudi že zgodilo in to sem tako, what? Drugače ni, dobro, ja. V glavnem, imejte radi svoje frende in naj imajo oni radi vas in se bo lepo vse rešilo. Jure, kam gremo? Najljubši del od Mateja, kar so vprašanja. V glavnem, objavili smo, da nas kaj prašite, danes ste nas prašali. Gasper_Znidarsic, kje ima najjači steak? Najjači steak, pa El Toro Steakhouse. Ejo! Če pa nisi za steak, ima tudi člani burger. L_A_N8,
kaj ti je najbolj ostalo v spominu, ko si bil otrok? Najbolj v spominu. Kaj, kakšni dopusti starši? Jaz se ful spomnim, na Markovcu je bila ena sloledarna, tam me je peljal moj nono, mi je kupil sladoled, prišli smo nazaj pred blok in jaz sem bil ful užaljen in on je bil, kaj ti ni všeč? No, jaz sem rekel jabolko. Ona meni dala jagodo. Pa kaj nisi rekel? Ne vem. Ful je bil dober sladoled, ampak ne vem, zakaj to mi je ostalo tako v spominu, da sem bil od takrat mi je ful podobno jabolko in jagoda, ne vem zakaj vedno, ko naročam pazim, ki prav uno mi je bila trauma neki. Fak, leki mi je, zajebala mi je sladoled. Pa ne da bilo slabo, samo sem bil tako, vija. Če sem pazil, kaj meni sladoled, na potu ima ful bolj sladek sladoled kot na obali. Res? Ful. Je drag? Ne, isto stane, ampak ful sladek. Mogo? Jaz ga nisem mogel polizati. Nisem mogel pojesti sladoled, toliko je bil sladek. Res? Lizal nekaj drugega. Ne, res, toliko je bil sladek, da ga nisem mogel pojesti. Lizal nekaj drugega sladkega. V glavnem, red zi cemar, kaj storiti v primeru, da te punca zaloti z njeno mamo? To se je že pojavilo v naših vprašanjih. Mene zanima, od kje vi smešaste te milfice. Jaz bi tudi. Najprej, to napišite vi nam v komentarje. Kaj je bilo vprašanje? Kaj narediti, ko te punca zaloti z njeno mamo? Se pridružiš? Kaj se pridružiš? Vem, zakaj si tako dobra. Kaj se pridružiš? A ja, se pridružiš, nje vprašaš. Kaj narediš? Nič, rečeš, pač tega ne narediš. Ne? Tega ne narediš kot prvo, kot drugo pa kaj rečeš? Rečeš, všeč mi je starejši model. Padim na oldtimerje. 1970 maljači. Zalci _883. Ste introvert ali ekstrovert? Jaz bi rekel, da sem ekstrovert. Jaz bi rekel, da sem ekstrovertiran introvert. In retardiran. To sem oboje. Ne, lepo je biti tako auderma, lepo je tudi pač med svoj mir. Ja, res je. Mi se uživamo v svojem miru. Tudi ona vprašala, kakšni ste bili še vedno retardirani, pišda. Kakšni ste bili v najstniških letih? Mozolje, obnašanje? Jaz sem bil nek emo, ne, v najstniških. Kaj sem bil tako? Najstnik. Spomnim še v osnovni sem bil nek emo, kao, tipo neki las. Ti si imel frizuro na... Svo neki sem dal na netlog neko sliko, tako kao, neka kapica, veš, tako kao. Une kape zravni šilcem. Ne ravni šilec, tipo neka bomba, ne, veš, tipo volnena kapa z neki šilcem, veš, neki. Mozoljas tudi. Enkrat sem se pobarval v črno barvo lase, to se spomnite, bilo tako, ja, what the fuck. Nisi ti črn? Ne, rjav pač. Ampak prav črno, kao. Sem hotel biti kao črne barve lase, what the fuck. Ti si imel pol emo fazo, ali kaj? Jaz sem neko emo fazo, ja. Okej. Ti? Jaz nisem imel emo faze, ne. Ja, ker ta generacija je bila bolj normalna, se mi zdi, smo bili neke čudne fore. Mislim, mozolje sem imel jaz kar. Ampak ja, ne vem, nič posebnega. Jaz sem imel samo probleme z mojo frizuro, to so bile... Ampak zdaj dejansko mogoče to je to, kar si zdaj naredil. Ja? Je boljše kot uno, definitivno. Una taka na fuckboy ti ni, ta je boljša. Dejansko tako meni naravno padejo lasi. Boljše tako, po mojem. Tako sem gotovil, sem se pogovarjal z Barbrijanom, kot ti naravno padejo lasi, to je najboljše, najbolj ti paše, samo pol nauči se to malo stajlati. Ja. No, moje frizure so bile tako fucking grozne, da ti vidiš slike, moje stare. Kakšne sem imel? Tipo neki, kaj tipo špičke neke, one po moje, Ne, to je bilo samo tako, ki sploh ni bila frizura, to je ono, je bilo samo tako, neki je bilo na glavi. Neki na gor, neki malo na stran. Dobro, pač ne moreš imeti frizure, ko si klinat. Pač ne štekš. Pač fora za to zdaj, ne? Dedication, leta, stari, solze, kri, pot, stari. Si prišel do tega? Ja.
da sem prišel do nečesa, ki deluje. Shout out Barberian, najjači barber na obali. Dejansko, odkar sem z njim, imam fire frizurce, predtem je bilo tako, Pa ni bilo slabo, ona dolga ni bilo slaba. v glavnem. Na režiserčka. Max Pika Tepina, kdaj bo Rimanič dobil pupo? Zdaj, ki imam dobro frizuro, šarat Barberian. Ja, ne vemo, niti mi. Dej Se si sprašujemo. ti ta tvoj funnel, ne? Slabo si to funnelal k meni. Vse punce pišite Mateju. Ja, ne pisati Juratu. Vse mi ne. Ja, tebi so nehale, ja. Ti si ustavil pretok. So še na drugi Pretok podcast. je za preusmeriti. So še na druge podcaste, podcast brez filtra. Jebem ti, šarat fantje. In še Elma Mihovec, kako ste? Jure, ko si? Utrujen sem, zaspan. Si dobro, če ne? Kaj sem, ja. Samo me še boli glava, tako, by the way. Jaz sem kar lepo, moram reči. Nič, hvala, ker ste bili z nami, shout out najjačemu barberu na obali, Barberian, followajte ga, @Barberian, pol imamo El Toro Steakhouse, najboljši burger na obali, pol imamo še masaže Anja, najboljša masaža na obali, Medtem, ko zdaj vi to gledaste, jaz sem bil včeraj na masaži. Me je primla, me je zdelala. To je to. Hvala, ker ste bili z nami. Čau. Mua, mua.